koncert družine Magajna, družine Mateje in Andreja iz Trnce, ki imajo 5 otrok in vseh 5 so tako glasbeno nadarjeni in so tukaj pri nas v glasbeni šoli. Razen ene, ki je do lanskega leta bila pri meni na klavirju in je zdaj šla naprej se ukvarjati z glasbo na srednjo glasbeno šolo v Ljubljani. Katja je tudi nosilka nekako tega koncerta, je glavna. Tukaj tako, da bo ona zaigrala tudi največ skladb. Če malo pogledate v program, boste videli, da igra dve etidi, kjer boste lahko spremljali to hitrost njenih prstov, ki jo zdaj študira in seveda ji je zelo všeč. Naprej bo zaigrala tudi baročno skladbo od Bacha, 3 njegove plese, Alemando, Kurant in Sarabando. Naprej bo igrala predklasično sonato Domenica Scarlatija, ki je polna tričkov, polna takih zapletenih tehnik, ki kar precej pestijo marsikakšnega pianista, ampak ona že v prvem letniku se tako lepo spopada s takimi izzivi. In seveda sledil bo Haydnova sonata, optimistična, lepa sonata. In na koncu bo še zaigrala eno tako kapitalno delo Franca Lista in Suspiro oziroma Vzdih. Najmlajša med njimi, ki je stara 7 let, je tudi moja učenka in ona zdaj začenja s klavirjem. Tako bi pa rekla, ko vidim njo, ko bi ona pride na uro, vidim Katjo, kakšna je bila 8 let nazaj. Včeraj, ko mi je prišla Katja in mi je igrala program, sem gledala Katjo in se mi je zazdelo, da bo taka Lena čez 8 let. Če bo seveda imela še naprej rada svoj inštrument in bo upoštevala vse nasvete in navodila za dobro in kvalitetno vajo. Naprej nam bo na gosli zaigrala, oziroma na violino nam bo zaigrala naša violinistka Nika, ki se je to leto tudi udeležila enega tekmovanja novembra in je bila zelo uspešna. Fanta Jernej bo zaigral na trobento, dve odločne skladbi, in Jernej bo na trobento, a Matija je saksofonist in je samo pripeljal tudi svoje prijatelje, ki bo malo kasneje tudi predstavil in mogoče kakšno besedo o svoji zasedbi oziroma o zasedbi tudi povedal. Jaz bi vas še enkrat lepo pozdravila in vam želela prijetno poslušanje naprej, kajti bom pustila, da program glasbeni lepo naprej teče, tako kot ga lahko spremljate v programskem listu. Hvala lepa.
tenor Sem saksofon. Matija in špilam sopran saks. In to je Matija Magajna, ki špira sopran saks in ki mi je rekel, da mu je nerodno, da predstavi svojo skupino danes tukaj. Je pa kvartet, ki deluje že celo leto na šoli in koliko vem, ste se udeležili tudi enega tekmovanja, ki ste bili zelo uspešni in koliko skladb imate na repertoarju? Danes 2, ampak drugače? 9 skladb. Dobro, lepo nam zaigrati. Pa hvala, da ste prišli danes.
zdaj Leno, ko je igrala, ona je šele prvi razred, ampak zdaj prvič je uporabila tehniko igranja, tako da je prehajala iz rokice v roko in tudi tehniko uporabe pedala. Mogoče ena poveznica zdaj z naslednjo skladbo, Un suspiro, vzdih, listovo etido, ki jo bo zaigrala Katja kot zadnjo točko, ki tudi melodijo gradi na isti način, samo seveda v malo drugačni hitrosti in tudi malo drugačni kompozicijski tehniki. Izvoli, Katja.
si je zaželela še v tem letu, na tem koncertu 2018, zaigrati eno skladbo z mojim učencem, svojim prijateljem, ki tudi nadaljuje zdaj šolanje klavirja na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. To je ena skladba, ki vam ne bom povedala imena, ampak vse skupaj traja 56 sekund. Če igra kakšen od njih z mano, traja 1 minuto pa 10, če igrajo pa sami vredno 45. Tako da vabim oba pianista, da prideta gor in nam to zaigrata. Moram nekaj reči. To smo družina Magajna. Pred časom sva bila z Andrejem na enem takem zelo lepem tečaju, kjer sva se učila, kako je v družini lahko lep odnos. In tam sva tudi spoznala eno pesem v italijanščini, v originalu. Se pa meni toliko dopadla, da sem jo prevedla. Mi smo pa dodali še svoj aranžma in bi vam zdaj to predstavili.
povedala. Ja, evo, to je za vsa ta leta, kar ste se mučili z mano, pa z Niko, pa z Leno, z Leno za začetka. Se zahvaljujemo, pa za te živce, ki ste jih imeli za ta koncert, zrihtati. Meni je to veselje, če imam material, lahko kaj narediš, če nimaš nič, pa ne moreš, ne? Tako pa vsi so bili za, ne samo da so bili za, ampak so celo predlagali in so komaj čakali. Katja je celo, mislim, da profesorju si rekla, da ti je bolj pomemben koncert, ko izpit. Še midva bi rada vsakemu izmed vas izročila eno rožico. Zelo uživava, kadar sva na vrtu in se iz vsake stobe sliši svoj instrument.